Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali televizijske junake mojega otroštva, Smrkce. Ata Smrk bo po nesreči postal neviden, zato bodo smrkci iskali sestavine za napoj, ki bo Ata Smrka rešil nevidnosti. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kje je Ata Smrk? V Smrčji vasi se je začel še en prečudovit dan. Ata Smrk je smrkcem razdelil naloge, zato so nekateri barvali hiške, drugi urejali vrtove, spet tretji pa so obrezovali žive meje. Glavca se je s svojim smrkomobilom vozil po vasi in nadziral druge smrkce pri delu. Ne. Ata Smrk vedno pravi: ne smrkaj z barvo vse povsod. Je pametoval glavca smrkcem, ki so barvali hiško. Grr, začenja mi iti na živce, je rekel eden od smrkcev, ki so pridno delali. Glavca se je pripeljal do hiše Ata Smrka. Tam je srečal tudi Ata Smrka, ki mu je naložil zelo pomembno nalogo. Nihče naj niti kihne ne, smrkne ali me kliče ali diha blizu mojega laboratorija. Pripravljam izredno nevaren napoj. Glavca se je s smrkomobilom odpeljal po vasi in začel vsem poveljevati. Ponavljam, ne motite Ata Smrka. Nihče ne sme blizu njegovega laboratorija. Ker ni gledal, kam vozi, je s smrkomobilom zapeljal čez kamenček in izgubil nadzor nad njim. Začel je drveti z veliko hitrostjo in se nikakor ni mogel ustaviti. Ata Smrk je zaslišal glasen pok in prišel iz hiške pogledat, kaj se dogaja. Glavca se je z veliko hitrostjo približeval njegovi hiški in še vedno ni mogel ustaviti smrkomobila. Bum! Se je zaslišalo iz laboratorija. Glavca je trčil Ata Smrka, ga odbil v laboratorij, zato sta mu nevarni tekočini, ki jo je držal v roki, padli, se pomešali in povzročili eksplozijo. Glavca je šel hitro pogledat, ali je z Atom Smrkom vse v redu. Ata Smrk? Izginil je zavreščal Glavca. Zaslišala ga je Smrketa in hitro prišla pogledat, kaj se dogaja. Kaj se dogaja? Je vprašala Glavco. Ata Smrk, bil je tukaj in potem, puf, je izginil. Je zelo zaskrbljeno odgovoril Glavca. Naenkrat se je zaslišal znan glas. O čem pa govorite? Saj sem tukaj, je rekel Ata Smrk. Smrketa in Glavca sta se začudeno spogledala in pogledala okrog sebe. Slišala sta Ata Smrka, ki jima je nekaj rekel, videla pa ga nista. Ata Smrk se je pogledal v ogledalo in videl, da je neviden. Smrkci so se začeli prepirati, kje je Ata Smrk. Eni so trdili, da je šel obiskat prijatelja, ki živi zelo daleč stran, drugi so prisegli, da je odšel v Peru. Torej lahko igramo smrkomet? So se spraševali smrkci. Juhuhu! So veselo vzklikali. Hej, počakajte, tudi mi se bomo igrali, se je slišalo z vseh strani. Ata Smrk je poskušal pripraviti napoj, s katerim bi spet postal viden, a mu ni uspelo. Poskušal je z mešanjem različnih sestavin, kar je povzročilo novo eksplozijo, ki ga je vrgla med vreče z moko. Videl je,
da niti en smrkec ne opravlja svojega dela in da so njihove hiške prazne. Z drugega konca smrčje vasi se je zaslišal direndaj, zato se je odpravil tja. Ob prizoru je ostal brez besed. Vsi smrkci so se zabavali, igrali so smrkomet. Takrat je sklenil, da se bo iz malih brezdelnežev malce pošalil. Nihče ga ni videl, zato se je lahko tudi sam pridružil igri smrkometa. Brcnil je žogo z igrišča, da je končala v trobenti ubranega. Smrkci so se začudeno spogledali, ni jim bilo jasno, kaj se dogaja. Nato se je vrnil domov, kjer sta ga čakala Smrketa in Glavca. Ne bo lahko smrkniti proti strupa, je rekel in začel po bukvah mrzlično iskati pravi recept. Naposled ga je le našel, a se je znašel pred težavo. Najpomembnejša sestavina proti strupa je bila mačja brčica. V bližini smrčje vasi pa je bil samo en maček. Azrael, je prestrašeno rekel Glavca. Vsi trije so se zato odpravili proti Gargamelovemu gradu. Gargamel je tam pripravljal enega svojih zvarkov, Azrael pa je dremuckal. Smrketa in Glavca sta po vrvi tiho spustila ata Smrka do Azraela, da bo mu izpulil eno brčico. Ko mu je to uspelo, sta ga povlekla nazaj. Brčico je primešal napoju, ki ga je prinesel s sabo, ga spil, se ni nič spremenilo. Nekaj časa traja, da začne delovati, jima je pojasnil ata Smrk. Ko so že mislili, da je naloga uspešno upravljena, je Gargamel opazil Smrketo in Glavco in jo strpal v kletko. Smrketa in Glavca sta ga prebadala s pogledi. Ata Smrk naj jo bo rešil, sta mu v en glas zabrusila. Nevidni ata Smrk je skočil na polico z Gargamelovimi napoji. Dvignil je prvi napoj, ki mu je prišel pod roko, ga stresel in ga vrgel proti Azraelu. Zaslišala se je eksplozija in Azrael je omamljen telebnil na tla. Kdo je tam 300 kosmatih? Je prestrašeno vprašal Gargamel. Smrketa ga je pogledala in mu rekla: Ta duh je pa očitno zelo jezen. Na kar je vedno bolj prestrašeni Gargamel odvrnil: Tišina, duhovi ne obstajajo. Coprnik se je stisnil v kot sobe. Zakaj je duh jezen name? Kaj sem storil? In zakaj ne preganja smrkcev? Je cvilil in se tresel kot šiba na vodi. Vidnostni napoj, ki ga je pred kratkim popil ata Smrk, je začel delovati. Zdaj so ga lahko videli vsi. Tukaj nekaj smrdi. Po smrkcih! Je prhnil Gargamel, ko je videl, da kaosa v njegovem gradu ni zakuhal duh. Ata Smrk je uspel zgrabiti ključ in ga vreči Smrketi in Glavci, da sta se osvobodila. Smrketa je nato Gargamela zabrisala lonce, ki so ji prišli pod roke, in jim tako omogočila pobeg. Smrketa, ata Smrk in Glavca so se vrnili v smrčjo vas, kjer so ostali smrkci, ki se jim niti sanjali ni kakšna dogodivščina je trojica doživela, še vedno brezskrbno igrali smrkomet. Eden od smrkcev je brcnil žogo, ki je namesto v golu končala pod nogo ata Smrka. A si že nazaj, ata Smrk? Kako kaj, kenguru? Ga je vprašal eden od smrkcev. Igre je konec, jim je rekel ata Smrk, Glavca pa je še dodal: Vsi nazaj na delo. Ata Smrk se je obrnil k njemu in mu požugal: To velja tudi zate, Glavca. Smrketa in ata Smrk sta se zasmejala, vesela, da so še enkrat več uspeli Gargamela ugnati v kozji rog in mu pobegniti. V smrčji vasi je bilo spet vse v najlepšem redu. Ja, konec dober, vse dobro.
Simpatična zgodba, v kateri je dobro premagalo zlo in na Smrčji vasi je spet vse, kot mora biti. No, vsaj do prihodnjič. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še pravljici Tačke na patrulji, Kužki rešijo nogomet, v kateri bo župan Hamtinger v nogometni tekmi prav tako ponagajal župani Dobrota ter Kužkom. A na srečo bo Riki s svojimi kužki rešil situacijo. Prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljične vsebine v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. No. Gargamel pa tudi vedno znova nagaja, ne?